Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mesečnik za november 2020. Moje ime je Lili Sorum in vi veste, da se vam tako rada oglašam iz raznolikih kotičkov Slovenije in tujine, se pravi iz raznolikih gradov, skal, mlinov. Zato, ker smo v tako lepi deželici doma in se mi zdi pomembno, da si med seboj delimo razne ideje za izlete, da se malo naučimo na igriv način v naši lastni zgodovini ali pa ponovimo. Ampak glede na to, da smo v zanimivih časih, da smo vsak teden deležni novih ukrepov, sem tokrat tudi jaz doma. To pomeni, da mogoče lahko vmes prilaufa tudi kakšen mucek za mojim hrbtom, prej sta bila oba dva zelo aktivna. To pomeni tudi, da se lahko slišijo svedri in števanje, kajti pri nas nekdo v bloku prenavlja. Kar pa je pravzaprav tudi lepo pomnik energije meseca novembra, kajti na nas bo vplivalo število 6. To pa nas na takšen ali drugačen način vodi nazaj domov. Morda ne tako zelo drastično kot sedaj, ampak vseeno. To je obdobje, ko raje jemo kuhano hrano, ko smo raje doma, ko se usedemo na kavč, preberemo knjigo, pogledamo film, popijemo čaj, kavo, kakao, karkoli nam paše. Torej ta občutek domačnosti naj se okrepi in če bomo vmes začeli vrtati, naj nam bo to v pomnik, da je to tudi ugodno obdobje za obnovo našega doma. Sicer pa tale kavč in dnevna soba bo tudi, bom rekla, prizorišče webinarjev, ki se dogajajo novembra, 3. novembra, že tako na začetku meseca v sodelovanju s portalom Duhovnost. Se bomo posvetili letu 2021 in potem 17.11. za eventnikov v sodelovanju z njimi bomo imeli webinar o tem, kako pravilno izbrati datum dogodka in potem 22.11. pa bo moja malenkost imela svoj webinar ob 17. popoldne, to je nedelja, torej vsi tisti, ki bi pa radi se naučili izračunati, kaj vam prinaša naslednje leto, malo bolj poglobljen webinar pa je takrat. Torej, letošnji november bo tako kot vsak november do zdaj nas spodbujal, da poslušamo svojo intuicijo. To je zaradi števila 11. To je mojstrsko število in najprej bi se dotaknila kar 11.11. Namreč je eno izmed najbolj popularnih vprašanj, kaj to pomeni. Ja, leta nazaj je to število postalo popularno, ko so bile popularne tudi, ne da niso več, ampak ko smo se vse bolj zavedali, tako bom lepše povedala, ko smo se vse bolj zavedali pomembnosti svetlobe, ljubezni, povezovanja med seboj in tudi stvari, kot so reiki, kot je theta healing, se pravi alternativna medicina. In ob 11.11. prvotna ideja je bila, da se povežemo med seboj, da pošiljamo zdravljenje Materi Zemlji, kakršnokoli zdravljenje to je. Tudi če zaprete učke in pomislite na Mati Zemljico in jo objamete in jo mogoče oblijete z belo svetlobo, zlato svetlobo ali pa preprosto samo z ljubeznijo. In ideja za tem je, vedno je nekje na svetu ura 11.11 in ta minuta za Mati Zemljo se meni zdi fantastičen koncept, da tako bom tudi zdaj opisala. Torej, če se ob 11.11 spomnite, tisto minutko si vzemite čas, naš planetek resnično malo trpi z nami, mi pa z njim in sigurno ne more škoditi. Sicer pa število 11 simbolizira intuicijo in sinhroniteto. Torej, če pa velikokrat vidite 11.11, vam pa življenje oziroma številke, kakšna numerologinja pa sem, želi sporočiti, da ste na pravi poti. In obenem bodite pozorni na to, kar ste razmišljali v tistem trenutku, ko ste to videli, kako ste se vi počutili. Kajti seštevek je 4, to pa simbolizira naše fizično telo. Tako kot tudi letos, 2020 je 4, to simbolizira zdravje naše fizično telo. Torej, dobra novica je, da mogoče bo ta usmerjenost izključno na naše telo popustila, ko bo konec leta, držimo pesti. Torej, sami izzivi, če pa se zdaj vrnemo na neko duhovno, ali pa bomo rekli temi osebnostno plat meseca novembra. Pozabila sem še tole povedati. Na moji spletni strani je tudi delavnica, kaj krepi intuicijo in kaj jo šibi. Linkec bo zraven, preprosto prenesete PDF, vzamete kuli v roke, zelo pomembno pa je, da ne preskakujete strani, boste potem videli zakaj, si vzamete 15 minut časa in to izpolnite. V sami spletni strani je napisano tudi, katere stvari našo intuicijo krepijo in katere jo šibijo. Namreč preveč čokolade, kave, alkohola, mesa, nezdravih stvari, verjamem, da vse to že vemo, jo seveda šibijo. Obstajajo pa tudi načini, kako jo okrepiti. Torej, vsi tisti, ki pa bi radi delali na svoji intuiciji, ki bi se radi povezovali s seboj, s svojim višjim jazom, tudi s svojo podzavestjo na koncu dneva, pa vabljeni na www.lili-sorum.com, linkec bo pač izraven. In če že govorimo o delavnicah, ki se da kar prenesti, ne vem, če ste oktobra opazili Drzni si, to je pa poseben delovni zvezek, s katerim pa ozaveščamo, kje so naše blokade.
navade in se mogoče na malo drugačen način potrudimo spremeniti naše miselne vzorce, naš način delovanja, postavljanja želja in predvsem doseganja želja. Na vse to bo linket zraven, to so moja darila vam za vse te dneve, večere pa podneve, ko bomo malo bolj doma, ko bomo malo več na kavču. Ja, mojstrsko število. 11.11. poslušajte svojo intuicijo, 11.11. se odločite za nekaj novega, 22.11. pa se osredotočite na sebe kot mojstra. Jaz vem, da smo se vsi prišli učiti, jaz vem, da nobeden izmed nas še vsega ne zna, pa to bi bil že dolg čas, če bi se znal, vam povem. Ampak 22.11. pejte v energijo mojstra, ki se bo seveda v tem življenju še kaj naučil, ampak zdaj ste mojster, vi ste česa? Sebe. Torej, na ta dan se vprašajte, kje sebe vidite čez 10 let in s katerimi svojimi dejanji, obnašanjem, navadami, bom rekla tudi službo, bom rekla tudi odnosi, bom rekla tudi z načinom razmišljanja, oblačenja, prehranjevanja in tako naprej, dejansko sami sebe sabotirate. Vsi vemo recimo, da junk food ni v redu, ampak sem pa kaj McDonald's, ni konec sveta. Če pa jemo samo McDonald's, pa je velika verjetnost, da pač to ne bo dobro vplivalo na naše telo. In velikokrat smo tudi v odnosih podobni. Družimo se z ljudmi, ki nas ne podpirajo, ki nas ne razumejo, ki nas mogoče celo zatirajo, ki nas mogoče celo kritizirajo, ki nam pijajo energijo. Morda pa je čas, da malo spremenite svoj odnos do določenih ljudi, do določenih stvari. Morda pa je skrajni čas, da jim odvzamete moč, da se postavite za sebe. Prej sem že omenila število 6, točno to simbolizira šestka. Ljubezen do sebe, ki se na žalost, tudi to je del življenja, včasih kaže v tem, da moramo reči ne tistim, ki jih imamo najraje. Včasih kaže v tem, da se moramo postaviti zase, da moramo postaviti mejo. In število 6 simbolizira tudi mamo. Dobra mama bo znala postaviti okove in meje svojemu otroku. Dobra mama ne bo vsiljevala svojih meril, bo seveda otročka spodbujala v tem, da je samostojen, ampak sigurno ga bo naučila tudi besede ne. Kaj se zgodi, če se ne naučimo takrat, kaj treba? Odrastemo in potem menimo, da smo kaznovani, ko do ničesa ne pridemo. In slej kot prej pač se zaletimo v neko mejo v življenju. Ne verjamem v omejitve, ampak vem, da vsake toliko časa pa pridemo do tega, ko je pa treba tudi ne sprejeti. Torej, november bo postavljal predvsem nas situacije, v katerih je bolj prav, da rečemo ne hvala. Torej, mogoče se ga ni treba na mrtvo napiti, sam povem. In mogoče tudi bo potrebno postaviti mejo vašim dragim. To pomeni tudi, da boste postavili mejo sebi in da se boste za sebe postavili na način, da mogoče ne boste zabluzili do jutra, čeprav to praktično nemogoče pri novih ukrepih, ampak recimo, mogoče se bo do konca novembra še kaj spremenilo. Torej, da pa ne bom preveč zatežena, skrb za sebe, skrb za svoje najdražje, bo novembra zelo v ospredju. Ta šestka simbolizira poleg doma in družina tudi ljubezen in romantiko, torej, dragi fantje, tisti, ki razmišljate o enem posebnem prstančku, o enem posebnem vprašanju, ki zahteva, da greste na koleno, če veste, kaj mislim, je november super čas za to. Če rabite mogoče pomoč pri tem, kjer dan je najboljše, me kar kontaktirate, sicer pa je november čas, ko je prav, da si vzamemo več časa za počitek. Kajti v tem času, ko se bomo usedli na kavči, recimo, da temu tako rečemo, se sprostili, se spočili, se bo zgodilo še nekaj drugega. Ko smo sproščeni, se pojavijo rešitve. Se pravi, vse te stvari, ki so nas oktobra morda še posebej obremenjevale, še posebej skrbele, samo leto 2020 zgleda tako shizofreno. Se pravi, zelo nas iz enega v drug ekstrem premetava, tako da kar oba ekstrema veljata. Se pravi, je črno in je belo istočasno. Ta energija bo začela popuščati, stopamo pa v leto 2021, ki pa bo še bolj dinamično. Spremembe, ki se nam obetajo, bodo zelo nestanovitne, po vsej verjetnosti ne bodo trajne in te energije se bodo novembra že rahlo čutile. Prihajamo pa iz oktobra, ko je bilo vse zelo tako, jaz bi tukaj znova opozorila, ni vse, kar slišimo, res. Dajte preverjati informacije, predvsem pa bodimo odgovorni sami zase in za druge. Torej, tukaj zdaj vam nočem pameti soliti, ampak kadarkoli smo v takih obdobjih, je pač rdeča nit tega sočutje,
skrb za druge, skrb za višje božje dobro, božansko dobro ali pa samo dobro, da vas ne bo kakšna beseda zmotila. In ko smo doma in ko si vzamemo čas zase in pojemo dobro župo in se usedemo in damo noge na mizo, mogoče in preberemo kakšno dobro knjigo, sigurno naredimo več dobrega, kot če se pritožujemo, kot če jamramo, kot če trosimo svojo negativnost naokoli. Tega je zelo veliko letos in mogoče se bom sposodila citat mojega dobrega prijatelja Jakoba Kapusa: tistim ljudem, ki je zdaj grozen, je res grozen. Tako da dajmo razumeti tiste, ki jih je strah, da jih je strah smrti, se pravi, se ne bojijo tega, da bodo izgubili ključe in bo treba odreti vrata in je to pač zoprno, ampak bojijo se, da bodo umrli. Se pravi, bodimo sočutni do starejših, do tistih, ki so mogoče malo bolj nagnjeni k paniki, k temu, da so prestrašeni, dajmo nekako biti razumevajoči. Ker to, da se mi nazaj kregamo, v bistvu ne prinaša nobene rešitve. Njih ne boste prepričali, ker jih je seveda strah, samo vi boste slabe volje, vas bo zraven glava bolela, a ni škoda. Torej, dragi moji, za trenutek bom pa vseeno skočila v naravo, ker si pomagati ne morem. Je že res, da je prav, da smo doma, pa da pazimo nase, tako pravijo naši ukrepi. Po drugi strani pa jaz mislim, da vseeno, če najdemo kotiček v naravi, kjer smo sami in se vseeno lahko nadihamo svežega zraka, pa s tem ni nič narobe. Seveda pa je lastna vaša presoja vaša. Torej, zdaj le dajmo za sekundico skočiti med listke. Zdaj le sem obdana z barvnimi listki. Vem, da imamo različna navodila, verjamem pa, da imamo vsi tudi zdravo, dobro kmečko pamet. Verjamem, da marsikdo se mu fržmaga, da po domače rečem, da ne smemo ven oziroma da je to odsvetovano. Jaz pa mislim, da če gremo nekam v naravo, kjer ni gužve, kjer ne srečamo drugih ljudi, se predihamo, se gibamo, naredimo nekaj dobrega zase, je to še vedno priporočljivo. Tako da bi vas spodbudila k temu, da najdete način, kjer ste lahko sami, kjer ste lahko v naravi. Stara dobra gmajna očitno bo zdaj zakon. Pa smo nazaj. Zdaj bomo pa na hitro pogledali, kaj vas čaka novembra. Prej smo že omenili, da je prav, da smo mojster sebe. Mojster česa, kdo in kaj smo, se skriva v našem številu življenjske poti, to pa je seštevek vašega rojstnega datuma. Torej, kar hitro prste na plan, lahko tudi mobitel, tisti, ki mogoče še ne veste, seštejte svoj rojstni datum do ene same cifre, lahko tukaj tudi ustavite video, pa v miru zračunate, da se vam ne bo mudilo. Torej, do ene same cifre seštejte svoj rojstni datum, toliko časa seštevate, da pridete do tiste ene številke. Tisti, ki imate enko, vi ste izjemno samostojni, ste zelo, bom rekla, tudi samozavestni in ti dve enki v mesecu novembru vas boste spodbujali ravno k temu. Če ste postavljeni pred neko pomembno odločitev, izberite tisto, ki vam prinaša več neodvisnosti. Tisti, ki imate seštevek rojstnega datuma 2, pred vami bo obdobje, ko je prav, da prisluhnite svoji intuiciji in da sebe nikakor ne podrejate. Dvojkice, veste, se znate zelo lepo prilagoditi, razumete drugo plat zgodbe, ste mojstri kompromisa, ampak problem nastane, kadar sebe morda namesto, da bi se prilagodili, podredite in mogoče tega niti ne opazite. In to verjamem, da vsi kdaj naredimo. V mesecu novembru, pa ker govorimo o mesecu mojstrstva, je izjemno pomembno, da tega ne počnete. Aj prav. Tisti, ki imate seštevek 3, bodite pazljivi na vašo domišljijo. Velika verjetnost je, da vsaj en delček tega meseca vam bo to malo nagajalo. Torej, uporabite jo za to, da iščete rešitve, ne probleme, da mogoče ne verjamete vsaki zelo grozni napovedi, ampak da zaupate v ta vaš optimizem, kajti vi ste sončki. Ne moram reči zodijaka, kaj pa ne jaz rečem, kot evo, izziv zame. Torej, vi ste sončki, vseh teh 9 številk, ki jih poznamo. Vi ste večni optimist, ampak kadar na tistem koncu tunelčka zmanjka lučke, znate biti pa tudi zelo črnogledi. Torej, novembra se izogibati prevelikemu pesimizmu. Vse v redu. Tisti, ki imate seštevek 4, v tem času prisluhnite svojemu telesu. Nočem reči, da boste zboleli, sploh ne, ampak vi ste ljudje, ki preko občutka v telesu včasih zaznavate sporočile svoje duše. Torej, veste, kad ste zraven nekoga, pa se včasih telo upre, se kar malo naježite. To
ta občutek, če se pojavi, ne glede na to, a govorimo zdaj o hrani, ki vam škodi, a govorimo o nekem odnosu, ki je za vas postal toksičen, a govorimo o konkretni osebi, konkretni situaciji, v kateri ste, ali ko pomislite na to, opazite, da imate tako reakcijo. Tukaj bo neka sprememba potrebna. Prisluhnite si. Tisti, ki imate število življenjske poti 5, pred vami je mesec, ko bodo določene spremembe prinesle drugačen pogled na vas same. Se pravi, vi boste spremenili mnenje o sebi ali o nekomu, ki je v vaši neposredni bližini. To ne pomeni nič slabega. Velikokrat se mi zdi, da smo pa v letošnjem letu tako zelo napsihirani, sem na domačem kavču in se bom izražala zelo po domače, tako zelo napsihirani, da je že vsaka napoved slaba napoved. Ne, spremembe niso nujno slabe, spremenili pa boste neko mnenje in potem posledično svoje izbire, svoje obnašanje, mogoče celo tudi svoj način življenja. Torej, petke ste zelo spontane in jaz verjamem, da ta svoboda, ki jo vi potrebujete in je v tem trenutku morda nimate na način, kot bi si želeli, je zatežen malo, ne, dajmo kar po domače povedati. Tisti, ki imate število življenjske poti 6, pred vami je mesec, ki bi bil lahko zelo romantičen. Mesec, ko boste doma še bolj uživali. In če se slučajno doma ne počutite dobro, pa je čas za tisto grenko jabolko. Zakaj? In kako lahko to spremenite? Bodite konstruktivni, ne samo jamrati, pa nočem reči, da samo jamrati, ampak ne pasti v to vlogo, to je narobe, to je narobe, to je narobe, to je narobe, ampak kako to lahko izboljšam. Namreč stopate v mesec, ki bo nekoliko prežet z občutki perfekcionizma, torej ne sebe kritizirati, ampak iskati, kako lahko stvari dejansko izboljšate, dvignete kvaliteto, polepšate, olepšate in to je nekaj, kar vi znate. Vi zelo znate obogatiti, česarkoli se dotaknete. In še sedmice. Vi ste osebe, ki vas že tako duhovnost, ezoterika, nerazložljivo, tudi če to ni duhovnost, bodo pa mogoče strokovne vode zanimajo in v tem času je sploh prav, da si vzamete čas za kakšno dobro knjigo, za počitek, zato da se povežete sami s seboj. Namreč ste taki, ko nekaj razumete, ko nekaj stuhtate, ko nekaj zanalizirate, se počutite bolje, sploh za vas je pomembno, da greste mogoče tudi za kakšno urco v naravo in če še ne meditirate, morda tokrat ne bi bilo slabo, če bi to poskusili. Tale 11 na nek način lažje dostopa do vaše podzavesti, predvidevati je, da se bo v tem mesecu pojavilo neko prepričanje, neka omejitev, nekaj, kar vas omejuje. Ne vem, če ste opazili, zdaj le sonček posiv, se pravi, očitno je to za vas še prav posebno sporočilo. Osmice. Pred vami je mesec, ko bodite preprosto mojster sebe. Jaz vem, drage moje osemke, da se znate dobro organizirati, da ste učinkoviti, sebe mogoče ne vidite tako, ker vam je to samoumevno. Novembra ne zapravljajte časa. Ne zapravljajte denarja, ne zapravljajte sebe, ampak se sfokusirajte na svoje cilje in na tisto, kar dodaja neko dodano vrednost. Tukaj ne govorimo o nekem egu, ne govorim o jahti, ne govorim o hudi novi uri, govorim o tistem notranjem občutku, ko veste, da boste sebe pohvalili in boste rekli, ej, stari ali stara, to si dobro naredil. Tako da proti tej smeri se postavite. Merkur je retrograden, tako da v bistvu to, da se meni ne zatika, je kar fajn. In še 9, pred vami je mesec zdravljenja preteklosti, se pravi, velika verjetnost je, da ali se bo nekdo iz preteklosti pojavil, mogoče kakšen spomin, mogoče pa nekdo dejansko potrkal na vaša vrata, gledajte, da ima masko. Predvsem pa je to obdobje, ko pojdite po poti spominov. Mogoče pa je nekje še potrebno zdravljenje, mogoče je marsikje potreben še kakšen epilog. Predvsem pa vse tiste situacije, kjer ste bili prizadeti, kjer ste bili ranjeni, kakorkoli se to zdaj mogoče zveni ali pa sliši nenavadno, dajte sami sebi ljubezen, ki je v tisti situaciji niste prijeli od drugih ali pa je niste zmogli dati sami sebi. In to mislim, da je tudi sicer tako v redu vodilo za vse nas, predvsem pa 9. Ste bitja sočutja in v tem trenutku se veliko hudega dogaja po svetu, veliko je strahu in verjamem, da to še posebno čutite, torej zato bodite do sebe še posebno nežni in mogoče tudi malo zaščitniški. No, in če se mogoče vrnem na tisto misel, vsi mi kdaj ne znamo biti ljubeči do sebe, vsi mi smo kdaj prizadeti bili v življenju, samo letošnje leto pa zelo ozavešča vse tiste dele življenja, ki ne funkcionirajo. Torej, če se usedete in pogledate nazaj, kako bi bili lahko vi bolj ljubeči do sebe in se potem kritizirate, je to mogoče škoda. Torej, tako kot smo rekli za 9, pejte vase, dajte objeti sebe z ljubeznijo.
Tudi kadar ste jezni, tudi kadar niste zadovoljni sami s sabo, tudi kadar ste jezni nase, verjemite, da ta ljubezen bo več dobrega storila, kot to, da boste še bolj jezni nase. Ker še nobeden se ni k sebi spravil, če je bil ful jezen nase, vsaka poškodba, vsaka rana se zaceli hitreje in bolje, če je obdana z ljubeznijo, kot če je obdana z negativno energijo. Torej, naj nam bo to neka iztočnica za november, za mesec mojstrstva, ko običajno najprej vidimo, kaj vse je narobe, zato da bi to izboljšali, da se ne kritiziramo, ampak da ljubeče poskrbimo za vse tiste razpoke, ki jih v svojem življenju imamo. Dragi moji, jaz vam želim en čudovit november, upam, da se vidimo na webinarjih. Moram reči, da pogrešam delavnice. Jaz sem imela vsak november že leta po celi Sloveniji delavnice, pogrešam ta stik, pogrešam vse vas, ki se vsako leto srečamo, pa si povemo, kako smo. Me zanima, kako ste, tako da dajte mi mogoče pa na mail napisati, ampak verjamem, da tudi ti webinarji bodo v redu in tudi, bom rekla, svetovanje preko Skypa 1-na-1 so mi super, ker se res lahko posvetiš človeku in mogoče celo bolje kot v eni pisarni. Če sem čisto iskrena, na nek način, kakor mi ta ideja na začetku ni bila najbolj ljuba, se mi pa zdi ta povezava 1-na-1 preko Skypa na nek način bolj intimna, če govorimo o nekih čustveno težkih situacijah. Se pravi, če si ti doma in se povežeš in se z nekom pogovoriš, se lahko doma zjokaš, medtem ko včasih v pisarni nekje, pa je lahko ta pisarna zelo topla, pa lepa, pa super, je to težje, lažje mogoče potem, ko ugasnemo Skype, greš vase, pa razmisliš, kaj si slišal, in kar se še posebej kaže kot zelo dobro, je to, da se ta svetovanje lahko posname in se jih potem pogleda. Tako da se mi zdi, da vse nas je tale karantena naučila nekih stvari, katerih mogoče še leto nazaj nismo tako gledali, dojemali ali sploh razmišljali kot možne. Jaz imam zelo rada osebni stik, jaz se najraje z vami usedem, vas objamem, vas poljubčkam, vas poslušam, se pohecam. Vsi, ki ste bili na mojih delavnicah, veste, da nam ni dolg čas, da so včasih tudi, ko smo jih imeli v Favoli, že zaprli, pa so nas čakali. Tako da, ampak vseeno se mi zdi, da neka posebna dragocenost je tudi v teh stvarih, ki smo se zdaj naučili. Tako da naj nam bo to izhodišče za november. Vsak izmed nas je tukaj še učenec, vsi se še učimo in vsi ga bomo še tokrat pobiksali, dragi moji. Tako da en fantastičen november vam želim za sedaj. Bomo ostala doma, če bomo vmes imeli zvočno. Merkur je retrograden. Pa ti pa vmes rečeš, Pavžek, jaz se življam. A jaz moram reči Pavžek? Ja. November 2020, sem že hotela reči 21, malo prehitevam. Moje ime je Lili Sorom in Muci Šunavici, počakamo malo. Občutek, da ti že snehaš. Zdaj sem začela. Kako? Ostrejši bom tokrat tudi jaz doma in se vam bom javljala takole z našega svojega kavča. Začela sem kar v redu.